Dobro jutro iz Maribora. Evo, danes se snimam z stabilizatorjem gibanja kamere, ki sem ga včeraj nabavil. Ni ravno najbolj profesionalna zadeva, mislim je, ampak so še boljše zadeve, ampak to je bila zadevica, ki sem jo včeraj našel, da se prodaja kot rabljena oprema na Bolhi in je bila takoj za dobiti, pa še precej ugodna cena, tako da bomo videli, koliko bo uporaba tega stabilizatorja izboljšala video, če se bo kaj bistveno poznalo, da vidim, če je vredno nositi to opremo s sabo, da se snemam, namesto da bi držal enostavno mobilni telefon v roki. O čem bi danes govoril, nisem še nič razmišljal o tem. Trudim se, da medtem, ko pridem do startne točke snemanja, da poslušam izobraževalne audio posnetke, da tečem, da se fokusiram na dihanje in da me misli ne obremenjujejo glede tega, o čem bom govoril. Pa če se majčkeno vrnem kar na prejšnjo ustaljeno temo, glede sodelovanja v umu, glede fokusiranja na dihanje, pa bi poudaril danes dihanje. Dihanje kot orodje za stabilizacijo zavedanja v tem trenutku se uporablja pri različnih teh raznih vzhodnih tehnikah, meditacijah, jogi. Ampak tisto, kar se tam ne pove, kar se je zgrešilo, oziroma kar ljudje ne vejo, je to, da dihanje ni pomembno samo v nekem tistem trenutku upravljanja meditacije, ko se usedeš, mogoče za pol urco in se osredotočiš na dihanje in potem nehaš meditirati, nehaš za jogo in nadaljuješ spet svoj dan v ustaljenem ritmu, torej nisi več pozoren na dihanje. Poudaril bi rad, da je pomembno, da smo stalno pozorni na dihanje, ker takrat, ko se zavedamo dihanja, takrat smo v tem fizičnem telesu, ker akt dihanja je akt, ki ga izvaja lahko samo fizično telo. Ne moremo dihati v umu, ne moremo dihati v preteklosti, ne moremo dihati v prihodnosti, lahko dihamo samo v tem trenutku. In s tem, ko smo pozorni na dihanje, se povežemo z tem trenutkom, z fizičnim telesom. In to nas prizemlji. Ne moremo namreč hkrati razmišljati v umu in hkrati dihati. Torej, ko se nam pojavijo neke misli, ko nas nekaj začne skrbeti, ko nas je nekaj strah, mogoče tudi, če razmišljamo o načrtih in tako naprej, enostavno lahko damo pozornost nazaj na svoje dihanje in na ta način prekinemo tok misli. Um je pač neka zadeva, ki je sicer uporabno orodje, nam omogoča načrtovanje, je neka vrsta virtualne resničnosti, ampak je pomembno, da smo mi tisti, ki upravljamo z njim. Da smo mi tisti direktivni princip, ko rečemo, zdaj bom pa nekaj razmišljal, zdaj se bom pa nekaj zamislil, bom nekaj načrtoval, naredil načrt v svojem umu. Potem, ko naredimo ta načrt, pa da gremo ven iz uma in da smo tukaj v fizičnem telesu prisotni. Ker v umu, um je pač neka domišljija, virtualna resničnost, podobno kot računalnik, računalniška virtualna resničnost. In ni samo dovolj, da si v umu zamislimo stvari, ampak je potem nujno, da te stvari realiziramo v praksi, v tej fizični realnosti.
In če hočemo naše načrte uresničiti, je pa pomembno, da gremo ven iz uma in da začnemo upravljati fizična premikanja, da gremo od točke A do točke B, da se pogovarjamo in da potem realiziramo ta načrt v praksi. Torej, da ne pustimo, da je tisti, ki upravlja z nami, ampak da smo mi tisti, ki upravljamo za umom. Ok, naj bo tole dovolj za danes. Se slišimo jutri. Čau, čau. In seveda, kot vedno, bodite pozorni na povezave do gradiva na spletu, ki ga bom objavil v opisu tega videoposnetka.